Dober dan, oprostite. Nujno je bilo gledati na mobitel. Želel sem samo opozoriti na eno največjih bolezni današnjega časa, zlasti mlade generacije. Odvisnost od ekranov. Hodijo po cesti, sploh ne vidijo. Še slušalke si dajo, da ne slišijo, da ptički pojejo, ko grejo po parku. Da bi videli sočloveka, zelo malo. Ampak zato imamo mi zdravila. Forever ima zdravilo. Kaj mislite, katero? Marketinški plan in touch paket. Ker ko imaš to, se moraš družiti z ljudmi in jim moraš predstaviti izdelke. Malo čuden naslov so mi danes dali, oziroma sem si ga potem sam zbral. Vsi mi, ki se ukvarjamo s Foreverjem že dolgo časa, vemo, da je bistvo uporaba izdelkov. Izdelka nobenega ne moreš ponuditi in reklamirati drugim ljudem, če ga sam nisi preizkusil. In ko ga preizkušaš dolgo časa in veš, da je dober, potem ga lahko svetuješ tudi drugim. In drugi ti verjamejo takrat, ko čutijo, da ti to poznaš in si uporabil. Kot smo iz uvodnega predavanja naših direktorjev slišali, nas je COVID kar prizadel, tako kot vse ostalo, je tudi pri nas prišlo do upada. V medicini pa je se dogodilo nekaj posebnih stvari. Tudi mi smo delali veliko nadaljavo, razvila se tako zvana telemedicina, se pravi ta brezosebni odnos, ki ga komaj zdaj spet malo skušamo popraviti. Jaz velikokrat rečem, ko me kaj vprašajo, da medicina pa seks sta samo na blizu v redu, nadaleč nista. In to, ko tako povem, večina verjame, da je temu res tako. Zdaj smo mi v nekem obdobju, ki mu že pravimo post-covidno obdobje, čeprav lahko iz prakse povem, da bi težko rekli v post-covidnem obdobju. Jaz mislim, da smo še vedno v covidnem obdobju. Sam skrbim za približno 1750 ljudi in vsak dan je pripad novih covidnih bolnikov od 4 do 6. Novih. Vsak dan. 5 dni v tednu. Res je, da v zadnje pol leta, vsaj od mojih, za tiste, ki jaz skrbim, ni bilo nobenega, ki bi dobil težko obliko covidne bolezni. Je pa spet druga resnica, da zdajšnja oblika covida, omikron, ne daje neke trajne odpornosti. Zadnja bolnica, ki je ravno včeraj čisto sveža, je taka, včeraj ponovno pozitivna, nazadnje prebolevala, je imela prvi dan, ko je bil test pozitiven, je bil 24. oktober. In na včerajšnji dan je ponovno zbolela, ima spet svežo obliko bolezni. Se pravi, minilo komaj 3 tedne od prejšnje, pa je zbolela že na novo. Tako da COVID ni, bi rekel, vsakdanja stvar. Veliko imamo tega tudi dolgotrajnega covida, kjer so take nespecifične težave, utrujenost, slaba fizična zmogljivost in tega je pravzaprav vedno več, tako da se na štajerskem koncu dogovarjamo, da se bo bivši pljučni oddelek na Slivniškem Pohorju spremenil v oddelek za zdravljenje dolgotrajnega covida. Spravi, to je problem. Ni krivo samo cepljenje. Sem spadajo tudi tisti, ki so preboleli. Velika večina krivi cepljenje, da zaradi cepljenja so take in take težave, ampak to, kar jaz opažam pri svojem delu, da so v glavnem tisti, ki so COVID preboleli, bodi si enkrat, bodi si dvakrat. Na srečo pa je tudi določen procent takih, ki covida niso dobili. Med nje sodim tudi jaz, moram potrkati, ga še nisem imel. Čeprav smo ga imeli v družini. No, pa bomo malo si skušali pogledati po sklopih. Bolezni srca in ožilja vedno dam na prvo mesto, zaradi tega, ker so po vzroku smrtnosti te bolezni še vedno na prvem mestu. Kaj je bilo značilno za to obdobje covida in post-covida? Da imajo največje težave
zlasti mladi ljudje in dobro trenirani športniki. Spravi, tisti, ki so bili fizično dobro pripravljeni, se težko opomorejo od covidne bolezni, imajo dolgotrajne težave, nikakor ne pridobijo nazaj na fizični kondiciji in značilno je zlasti za tiste, ki imajo srčne bolezni, ki imajo slabo prekrvavitev srca, da so težave še večje in pa pri zdravih ljudeh srednjih let, dobre fizične kondicije, dobro treniranih, da se kar naenkrat pojavijo težave s strani srca, podobne angini pectori, se pravi znaki slabe prekrvavitve srčne mišice, kjer se kasneje na preiskavah in tudi na slikanju ožilja, na koronarografijah pokaže, da je z ožiljem vse v redu, da ni nobenih zapor, oni pa imajo težave, kot da bi imeli zapor ožilj. Spred tega ni malo, zato se toplo polagam na srce covida, se treba bati, pred covidom se treba čuvati in da ne bi zboleli, ker nikoli ne veste, kje ste. Lahko ste med tistimi, ki bo imeli 3 dni malo nahoda, pa 1 dan vročine, pa bo minilo, lahko ste pa med tistimi, ki bo imeli še čez 6 mesecev težave. Kaj vse bo to prineslo, bomo pa videli s časom. Izdelke, ki sem vam jih tukaj nanizal, so taki, ki se pri srčno-žilnih boleznih obnesejo zlasti v preventivi, so pa tudi lahko v veliko pomoč pri zdravljenju teh bolezenskih stanj. Gel aloe vere je zlati standard, tega vsi poznate, upam, da ga tudi vsi uživate. Katerikoli od 4, tu gor niso šli vsi 4, samo osnovni gel, vedno na tešče, na prazen želodec, za vsa dopolnila prehranska pač velja, da jih je pametno vzeti na prazen želodec, ker sicer se vežejo z snovmi v hrani in je njihov učinek manjši. Argi, upam, da ga poznate, da ga kdaj preizkusite. Mi, ki nimamo srčnih težav, ga uporabljamo vedno, kadar gremo na neke športne aktivnosti, recimo smučarija, taki klasičen dogodek, kjer je treba vsak dan na smuči in to preko celega dneva in za boljšo prekrvavitev mišic je argi super. Sicer pa aktivna snov L-arginin v argiju tista, ki sproža dušikov oksid v žilni steni, dušikov oksid je pa vazodilatator, se pravi sredstvo za širjenje žil, tukaj naravnega izvora in nima nobenih drugih stranskih učinkov. Vsi ti izdelki se lepo kombinirajo, če tudi z zdravili, ki jih nekdo zaradi srčno-žilne bolezni mora jemati. O nenasičenih maščobnih kislinah veste vsi, to čivkajo že ptički na vejah, Arctic Sea je tak izdelek krasen, super kvaliteten, v preventivi odličen, ne samo pri preventivi srčno-žilnih bolezni, ker zmanjša odlaganje maščob, zlasti holesterola na žilne stene, zmanjša tudi vnetno reakcijo na endotelo na žilah in je to tisto, za kar ga uporabljamo. Ima tudi druge učinke, pri revmatskih boleznih zmanjšuje vnetja, ki so revmatsko pogojena in tako naprej. Garlic je, jaz mislim, da malo podcenjen, gre za izvreček česna in materine dušice, ki imata protivnetni učinek in pa krasno pomagata pri uravnavanju nivoja maščob v krvi. Še ena pomembna lastnost je, marsikdo ne prenaša česna v naravni obliki, ker ima zaradi njega želodčne težave. Tukaj želodčnih težav ni. Vzame se ga med jedjo, lahko ali pa tudi na prazen želodec in je zadevo ste s tem rešili. Je pa v dnevni dozi, ki je tukaj predpisana toliko, kot če bi pol glavice česna svežega pojedli. No, Focus je v bistvu nov izdelek. Mi tisti, ki smo stari pri Foreverju, smo prej vedno govorili in uporabljali ginko. Focus je nadgrajen, vsebuje zelo veliko ginka bilobe. Ginko, kot veste, pametna rastlina, izboljša prekrvavitev skozi možgane, kar je njegova posebnost, ker možgansko žilje je drugače sestavljene žilne stene kot žile v telesu. In se pravi, dodan mu je kognizin, to je ena naravna snov, ki izboljša funkcijo pomnjenja in je krasen pri teh
možgansko-žilnih boleznih, stanja po možganski kapi, sicer pa preventiva, jaz mislim po 50. letu starosti bi bilo prav, da tisti, ki date kaj na sebe, da bi tudi to uporabljali. Cardio health, kot zadnji naštet pri teh srčno-žilnih bolezni, gre pa za izdelek z izredno veliko vsebnostjo koencima Q10. Koencim Q10 veste, da je pomemben pri delovanju srčne mišice. Zanimivo je, kako so do njega prišli. Namreč testirali so otroke in ljudi v srednjih letih, kakšna je njihova fizična zmogljivost, in potem iskali, zakaj imajo otroci bistveno več energije, bistveno več fizičnih sposobnosti. Test pa je potekal tako, da so zbrali eno skupino otrok starih 2 leti, so jih dali v en prostor, tako mini telovadnico, potem pa so z stekleno špijonsko steno zaprli, da otroci niso videli, na drugo stran so dali pa enako skupino treniranih športnikov med 20 in 30 let starosti. In vsak od teh odraslih je moral posnemati enega od otrok. In noben od teh dobro treniranih odraslih ni zmogel 1 uro početi vse tisto, kar so delali 2-letni otroci. Namreč v otroški srčni mišici je do 10-krat več koencima Q10 kot pri starejših, in ta Cardio Health je ravno tako krasen v preventivi, če se veliko ukvarjate s športom, da takrat to dodate, in pa seveda pri bolnikih s težavami z obolenjem srca, bodisi po infarktu, bodisi bolniki z angino pectoris, z vstavljenimi umetnimi zaklopkami in tako naprej. Se pravi, krasno prehransko dopolnilo za bolnike, zlasti pa tudi preventiva za zdrave ljudi. No, na drugem mestu po vzroku smrtnosti so rakave bolezni. Teh je izredno velika številka. Kaj se je zgodilo v covidu? Kar naenkrat je upadlo število rakastih bolnikov. Mi po dolgoletnih statističnih povprečjih vemo, koliko pripada novih rakov določene skupine v državi, in kar naenkrat jih ni bilo. V bistvu je bilo to posledica tega, da ljudje niso mogli ali niso upali do zdravnika in seveda niso javljali tiste začetne težave, ki so jih morda imeli. Je pa res, da je pa v letošnjem letu, ko je, bi rekel, v tem post-covidnem obdobju, pa kar naenkrat imamo epidemijo novo nastalih rakov, zlasti tisti, ki so najbolj pogosti, se pravi izreden porast raka na dojki pri ženskah in raka prostate pri moških in prava epidemija možganskih tumorjev. Se pravi, to je zdaj bilanca in pa račun, ki je izstavljen za preteklo covidno obdobje. No, tudi tu imamo pri Foreverju nekaj krasnih izdelkov, ki jih lahko uporabljamo v preventivi in pa tudi kot, bi rekel, dopolnilo pri zdravljenju rakastih bolezni. Spet je v osnovi aloe vera gel, katerikoli. Se pravi, veste, da imamo 4. Ta navadni, kot mu rečemo, ki nima nobenih dodatkov, in pa 3, ki imajo dodatek sadnih sokov, bodisi brusnice, breskve ali manga. Vzamite tistega, ki vam je ljubši in ki vam bolj ustreza. Klasični trias pri vseh malignih obolenjih, pri vseh rakih, kadar še nimamo onkološkega zdravljenja, o tistem malo kasneje, so gel, licium in matični mleček. Močne antioksidativne lastnosti in stimulacija imunskega sistema, da bi naše telo prepoznalo rakaste celice za tujek. Kajti to je tisto, kar je največji razlog, kar naenkrat organizem več rakastih celic ne prepozna. Rakaste celice nastajajo v našem življenju praktično vse življenje, ampak jih sproti naš imunski sistem odstranjuje. Zakaj se zgodi, da kar naenkrat ne več, pa odgovora še ni. No, v preventivi tudi oba izdelka Vitolize za ženske
Vitolajz za moške. Gre namreč za posebno sestavo izdelka, to je edina izdelka pri Foreverju, ki sta ločena po spolu. Namreč, ko se staramo, ženske potrebujejo drugi nabor vitaminov in izvlečkov zdravilnih rastlin kot moški. Pri moških je v Vitolajzu bolj to, kar je za najbolj pogoste težave, to se pravi težave s prostato in pa vitaminska podhranjenost, ki je po spolu pač potrebna in jo je pametno nadomeščati. Supragreens dajem sem zato, lahko bi dali še tudi Fieldsov Greens, zaradi tega, ker je to preventiva raka na črevesu. Namreč danes večinoma pojemo preveč visokoenergetskih in kaloričnih živil in premalo balastnih snovi. Tukaj pa gre za naravne balastne snovi, ki pospešijo gibanje blata skozi črevo in potem seveda odvajanje, tako kot je potrebno, da to v črevesu ne stoji in ne povečuje zaradi tega možnost raka na debelem črevesu. Rad bi opozoril še na to, da upam, da koristite v Sloveniji državne programe za preventivo raka, kot je Dora za raka na dojkah in pa recimo Svit za raka na debelem črevesu in upam, da se jih udeležujete. Namreč, odkar delamo to, smo zlasti pri raku debelega črevesa zmanjšali število težkih oblik bolezni z enostavnim postopkom, to se pravi 2krat zapored oddate vzorec blata, vse dobite domov, po pošti odpošljete in dobite domov odgovor, ali je izvid pozitiven ali negativen. In v večini primerov gre za zgodne oblike, vse to, kar jaz v svoji praksi vidim doslej, opraviš koloskopijo, ponavadi gre za ali hemoride, ali za divertikle, ali pa za neke polipe v črevesu in ti polipi so predrakave spremembe, ki so velikokrat družinsko vezane, se pravi, da jih imajo po nekaterih familijah več in je tam tudi raka na črevesu več. Če to odstraniš, je zdravljenje zaključeno, kontrolna koloskopija čez 5 let in je to to. Se pravi, rešiš se nevarnosti raka, ki je lahko zelo hude oblike. Pa gremo si še naprej, naslednji, no tudi tole spada potem še zraven k preventivi. Gre za to, da so napitki ne samo v preventivi, ampak tudi pri pomoči pri zdravljenju rakastih bolezni. Če je Pro-B, se pravi probiotični laktobacili v preventivi, zato da so naša prebavila zdrava, da ta makrobiota, se pravi te bakterije, ki jih imamo vedno v črevesu in nam pomagajo pri presnovi hrane, da imamo zdrave bakterije v črevesu in nam pri tem pomagajo in zmanjšujejo nevarnost pojava rakaste bolezni in vnetnih bolezni prebavil. So pa lajti tisti, ki nam dostikrat pri hudih oblikah bolezni, kjer ljudje izgubijo apetit, večina rakastih bolnikov ne prenaša oziroma se jim upirajo hrana beljakovinskega izvora, zlasti meso. In ko nekdo, ki je prej normalno jedel in je imel rad meso, kar naenkrat reče, zdaj ga niti vohati ne more, kar zastrižemo z ušesi in velikokrat se ravno pokaže, da gre za neko skrito obliko raka na debelem črevesu. No, light je v bistvu nadomestilo nekega obroka, lahko v tekoči obliki, zmešate z malo mleka in vode ali pa z gelom in to spijete in marsikomu olajšate težave in mu, bi rekel, izboljšate kvaliteto življenja. Z dihali je tako, da imamo približno enak pripad skozi vse leto, malo več je prehladnih obolenj spomladi, malo več jeseni, COVID spada med tipična prehladna obolenja, virus COVID-a spada med SARS viruse, to je se pravi ista skupina virusov, kot je virus gripe, vendar je veliko bolj nalezljiv in ima veliko več, bi rekel, težjih
stranskih posledic. V preventivi je kaj najbolj pomembno? Da se zaščitimo, da peremo roke, da umivamo roke, da jih tudi razkožujemo. Namreč velja nekaj, da načeloma naj bi roke umivali z mili takrat, ko so vidno umazane. Zato, ker z milom odstranjujemo tudi maščobni filter kožni, ki nas ščiti pred negativnimi vplivi iz okolja in seveda deluje protivnetno. Če mi pogosto milimo roke, bomo roke izsušili in lahko pride do vnetja kože. Zato velja, umijmo roke, kadar nekaj takega počnemo, da so umazane, čez dan, ko vidimo, da so umazani, jih operemo, sicer pa zelo pogosto razkožujemo. Mi recimo pri našem delu v ambulanti si razkožujemo prav gotovo za vsakim pacientom, ki gre iz ambulante. To se pravi, pri meni je to od 50 do 60 krat na dan, pa zaradi tega nimam nič prizadete kože na rokah. First je v preventivi zakaj? Špricamo povsod po koži, to verjetno poznate, lokalni aloe vera gel in pa krasen je, kadar imate začetek prehladnih obolenj, špricate lahko v grlo in v nos. Jaz upam, da to počnete. Če vas boli grlo, dajte si 2 žlici ali pa 5 brizgov aloe firsta v usta, zgrgrajte, vztrajate vsaj minuto do 2, to je kar dolgo časa, če morate grgrati, ker je treba vmes tudi dihati, ampak prav gotovo bo nehalo grlo boleti. Aloja deluje tudi protibolečinsko. Preizkusite in boste videli, da je temu res tako. Kaj pa v preventivi prehladnih bolezni? Spravi, mi skušamo dvigniti odpornost čim bolj in seveda je to tudi preventiva pred covidom, ne samo pred drugimi prehladnimi obolenji. Nekaj bi še rad rekel, maska je seveda, jo je težko prenašati. Ampak, kaj se je dogodilo v tistem času covida, ko smo imeli predpisane maske obvezno? Pri svojem delu v ambulanti, smo vsaj v zimskem času, sem jaz osebno, dokler niso bile maske obvezne, prebolel vsaj 2 infekta v zimskem obdobju. Odkar je bil covid in je bila maska obvezna, niti enega. Se pravi, maska nas ščiti in pa če smo prehlajeni, tudi mi zaščitimo druge, da ne kihamo in kašljamo v druge ljudi. No, pri naših izdelkih preventiva, katerikoli od gelov. Spet smo pri gelu. Gel je osnova vsega. Gel, če ga popijete, bo zvečal učinek in izboljša absorpcijo koristnih snovi drugih izdelkov, ki jih jemljete. Je pa zanimivo, da poveča in izboljša tudi absorpcijo, se pravi srkanje zdravil, ki jih jemljete iz prebavil in je njihov učinek zato boljši. Preventiva je tudi imublend, sestavljen izdelek, že ime ima tako, vpliva na dvig imunskega sistema. Veliko izdelkov, lahko bi eno predavanje samo o njem naredili, pridno ga jemljete, boste videli, to je res izdelek, ki vam pomaga pri dvigu odpornosti in pa seveda, če dodamo zraven še enega od čebeljih izdelkov, to je za dvig odpornosti zlasti matični mleček, ste res veliko naredili zase. Mi smo imeli leta nazaj predavanje o čebeljih izdelkov, ki ga je držal en čebelar iz Ptujskega Polja, gospod Pislak, ki je žal zdaj pokojni, ki je izumil postopek za pridelavo matičnega mlečka. Matični mleček je namreč hrana za čebeljo matico. Čebelja matica se razvije iz enakega jajčeca kot čebele delavke. Vendar ona nastane samo zato, ker je njena hrana drugačna. Z matičnim mlečkom čebele hranijo 2 do 3 jajčeca in z njih se razvijajo matice. Matica živi 2 leti, čebela delavka 6 tednov. Tako da v matičnem mlečku verjetno res nekaj je, da nam pomaga. In tukaj seveda v preventivi je to super, lahko date že otrokom. Naravni matični mleček, ki je brez vseh obdelav, morate imeti na temnem, morate imeti v hladilniku in peče, ko date pod jezik.
Naš Foreverjev te pekoče lastnosti nima, je zaprt v steklenički, ki je neprosojna in lahko date tudi otrokom. In otroci ga imajo zelo radi. Kic so vitamini, vemo, da v zimskem času je treba povečati vnos vitaminov in pa daily, seveda, vitamini za odrasle, ki so tako, bi rekel, njihova koncentracija je tako sestavljena, da pokriva naše dnevne potrebe današnje, modernega človeka z našim načinom življenja in našim načinom prehranjevanja. Ne? No, absorben C pa verjetno ni treba posebej predstavljati, da je C vitamin vpliva na naše zdravje, da vpliva na odpornost, da vpliva protivnetno v telesu, to verjetno veste že tudi vsi. Njegova posebnost je to, da je tukaj naravni C vitamin vezan na vsene kosmiče, a ne, da se počasi sprošča s prebavil, ker če pojemo neko farmacevtsko obliko, spijemo 1 gram C vitamina, čez 20 minut ga zlulamo in ga v telesu več ni. Tukaj pa lepo obdržimo koncentracijo. Dnevne potrebe človeškega telesa po C vitaminu niso tako visoke, kot se nam zdi. Se pravi, dnevno rabimo od 60 do 100 mg vitamina C, seveda se pa poveča pri tistih, ki uživajo razne droge. Med droge spada tudi tobak, ne, spada tudi alkohol, tako da ena pokajena cigareta porabi antioksidantov, podobno kot je C vitamin, okoli 40 mg. Tako da, če ste kadilci, ne, potem pač veste, da bi bilo treba to dvigniti v dosti večje doze. Pri težavah s prebavili je zadeva taka. O teh boleznih me nekateri kar pogosto kličejo. Tukaj je vedno težava pri vnetnih črevesnih bolezni, ki so neprijetne, povzročajo kronične driske, hujšanje, slabo počutje. In seveda tam se ponavadi tudi tisti ljudje, ki imajo tovrstne težave, bojijo poizkusiti nekaj drugega. Večinoma se vnetne črevesne bolezni zdravijo z zdravili, ki znižujejo imunski odgovor, ker v bistvu gre za avtoimune bolezni, kot je Crohnova bolezen, ulcerozni kolitis. Ne? In tam je potem problem dodajati tiste naše izdelke, ki povečujejo imunski odgovor. Tako da tam je treba biti malo previden in kadar imate koga takega, je boljše poklicati. Seveda pa so to izdelki, ki so zelo primerni za tiste, ki imajo težave z zaprtjem ali ki imajo težave z driskami, brez nekih vnetnih črevesnih bolezni. Osnova, bi rekel, je ta pa res navadni aloin gel, brez sadnih sokov, ker ljudi, ki imajo pa težave z želodcem, se pravi gastritise, refluksne bolezni požiralnika, to ima danes skoraj vsak drug, a ne? Zato je toliko reklam, recimo na televiziji za Nolpazo kontrol, ne? Ki vse pozdravi, pa ni res nič ne zdravi, sam zavira izločanje kisline, ne? S tem pa se seveda organizem mora sam pozdraviti in če to dodate zraven, se boste pa res sami pozdravili. Ne? Torej Forever aloe vera gel deluje kot pufer in s tem zmanjša kislost želodčnega soka, spodbudi celjenje sluznice. Mi pač dodamo, ali pa rečem, kadar imate želodčne težave, to treba imati pred vsakim obrokom, vsaj 3-krat na dan, od 0,3 do pol decilitra in redno, vsaj nekaj časa. Se vemo, da tudi zdravila je treba imati najmanj 2 meseca, če hočete, da vam je boljše. In tudi tukaj je potrebno daljši čas, da do efekta pride. Pro-B, probiotični laktobacili, smo že prej nekaj rekli o njih, se pravi, to je tisto, kar nam izboljša to makrobioto, se pravi, to bakterijsko stanje v naših prebavilih, ki nam omogoča normalno prebavo in seveda to je tudi eden največjih, črevo je eno največjih organov, ki vpliva na odpornost v organizmu. Ima cel kup
limfatičnega tkiva, se pravi bezgavčnega tkiva in mislim, da mu še vedno pripisujemo premalo pomembnosti. Fields of Greens je krasen izdelek, to je posušena zelenjava, v bistvu je to balast, ki ga mi zaužijemo, s tem je blata več, pospešimo prebavo, ampak blato je dobro formirano, ne stoji dolgo v črevesu in je seveda zato zelo primerno. Zlasti še velja za tiste, ki ne jejo radi zelenjave. Tam jaz upam, da vsaj to dodate zraven in ste zadevo s tem rešili. Propolis tabletke sem v ta sklop dal zaradi tega, ker propolis deluje protibakterijsko in se lahko zelo obnese, če se ga jemlje vsaj 3-krat na dan. Pri vnetju želodčne sluznice je zaradi bakterije Helicobacter pylori. Teh vnetij je danes veliko, date gel in propolis redno, zlasti pri tistih, ki so že preizkusili recimo neke 2 sheme, jemali že 4 sorte ali pa 6 sort antibiotikov, pa se helikobakterja niso rešili. Takrat je to recimo krasno dopolnilo oziroma dodatek k zdravljenju ali tudi nadomestno zdravljenje po končanih antibiotičnih terapijah. Fiber so vlaknine, smo spet tam pri preventivi bolezni črevesa, vedno lahko dodamo se pravi te vlaknine in izboljšamo prebavo in presnovo v našem telesu. O gibalih lahko rečem samo to, da je to naš, bi rekel, v ambulantah družinske medicine vsakdanji kruh. Lahko kdo od vas dvigne roko, da ga še nikoli v življenju ni križ bolel? Težko ga najdemo, ne? Že se pravi od mladosti naprej, da niste nikoli ni čutili, da vas križ boli. Skratka, problem z hrbtenico in z velikimi sklepi se je obstajal takrat, ko se je človek postavil na 2 tace. Prej smo hodili po 4. Ko smo se zravnali, se je spremenila mehanika hrbtenice, se je spremenila lega medenice in tako naprej. In kadarkoli je nekaj narobe, se nam podre ta biomehanska postavitev, ker mi vedno, če smo pokonci, stojimo v težišču. Če imamo nekaj narobe s hrbtenico, bo težiščnica padla nekam drugam in bomo že čutili, ali bo bolel kolk, ali bo bolel koleno, ali bo bolel gležnj. Včasih ljudje to težko razumejo, jaz jim vedno rečem, a imate avto? Ja. A vam je že kdaj pobralo gumo? Ja, pa je. Seno, kaj pa bilo kriva? Bila guma kriva? Ne, pravi, amortizer je bil narobe, amortizer je crknil. In isto se zgodi tudi nam. Se pravi, ko imamo mi nekaj na hrbtenici narobe, pogosto so težave in bolečine drugje, ali v gležnju, ali v koleno, ali v kolku. Je pa seveda res, če imate okvaro kolka ali kolena, vas lahko boli tudi hrbtenica. Tisti najbolj prizadeti deli hrbtenice so tisti, ki jih imamo največ v uporabi. Se pravi, uporabljamo roke, uporabljamo noge. Oživčenje rok gre iz vratnega predela hrbtenice, oživčenje nog iz ledveno-križnega dela hrbtenice. In teh mi jim kar rečemo, imamo skupine, pa rečejo, to so križarji, tisti, ki imajo težave z ledveno-križno hrbtenico in išijasem, ko je prizadet živec in boli po celi nogi dol. Tisto, kar je najbolj žalostno pri teh, bi rekel, bolezni gibal, ki so povezane z staranjem, je to, da boli takrat, ko vi mirujete, po noči vas budi in ne spite, da boli po kakem večjem fizičnem naporu, prej ste fino, ste hodili tekat ali pa ste hodili v planine, kar naenkrat vas to omeji, ker 2 dni ne pridete k sebi, ker vas vse boli. In to, kar imamo danes tu na slajdih, je v bistvu preventiva. In pa seveda pomoč, ko že neke težave imate, pa ste prišli k ortopedu, pa je rekel, to pa ni za operirati, ste še prezgodni. Kar ne pomeni, da zdaj, ko ste bili pri ortopedu, pa vas ne boli, da vas ne bo več bolelo. Ker večina to pričakuje. Zdaj sem šel na magnet, fino, zdaj pa ortoped rekel, ni za operirati, pridite čez 1 leto. Dobite kar dan pa uro, zato ker si jih je že 20 naročil za čez 1 leto, na tisti dan pa uro nima več časa, da bi nove pogledal in zato so čakalne dobe. No, med prvimi Freedom gel, se pravi aloe vera gel, z tistimi dodatki,
ki nam omogočajo boljšo presnovo sklepov. Vsebuje glukozamin in chondroitin, ki sta nujno potrebna za obnovo in vzdrževanje hrustančastih tkiv. ESM kompleks ali MUF v Ameriki, krasni izdelek, ima še boljši učinek na sklepe, kot ga ima glukozamin in chondroitin. Se pravi, to je izvleček, ki se ga pridobiva iz te jajčne lupinice notranje, tiste bele, ko vi olupite zunanjo lupinico in potem še ena bela opna not. Iz tega se pridobiva. Krasno učinkovuje, krasna preventiva, samo je pač treba redno jemati. Priporočam, kadar recimo zdaj bo smučarija se začela, vsaj 2 meseca prej začnite jemati in boste imeli bistveno manj težav. Active H je že star izdelek pri Foreverju, vsebuje te koristne snovi, ki jih praktično poznamo, ki so potrebne zlasti kurkuma, recimo ena od tistih, ki je zelo veliko v izdelku Active H, in pa Arctic Sea, o čemer smo že prej rekli pri preventivi srčno-žilnih bolezni, nenasičene maščobne kisline zmanjšajo vnetno reakcijo na sklepih. Zmanjšajo vnetja sklepov, zmanjšajo vnetja krvnih žil in je tu seveda v tej kombinaciji odličen. Ne pretepa se z nobenimi zdravili, razen je treba biti pozoren pri Freedom Gelu, zaradi tega, ker glukozamin je eden od sladkorjev, je ena vrsta sladkorja in lahko vpliva na nivo krvnega sladkorja pri sladkornih bolnikih, tako da tam, če ga priporočate nekemu, ki ima sladkorno bolezen, naj mogoče malo bolj v začetni fazi kontrolira nivo krvnega sladkorja in če se mu zviša, naj potem pove, ker če gre za neka zvišanja, ki se ne dajo popravljati z zdravili, ki jih jemlje, je boljše, da se ga ukine in se jemlje samo ESM kompleks. Seveda pa, vsaj v Sloveniji velja, ne vem kako je po drugih državah, stari ljudje so vedno rekli, da treba namazati, če te kaj boli, ker maža vleče bolečino ven. In maže so še vedno neki pojem, namažeš in to bo vleklo bolečino ven. In zato imamo mi, se pravi, 3 krasne izdelke protibolečinske pri Foreverju. Aloe First, o katerem smo že govorili za grlo prej, je krasen zato, ker vi poškropite boleči predel, boleči sklep, tudi tisto, kar je vnetega in rdečega in krvavi, s Firstom super, ostavite krvavitev, zmanjšate možnost vnetja. In pa zakaj ga uporabljamo na koži tam, kjer boli? Ker odpre kožne pore. Poškropimo, zmasiramo, ko se posuši, nanašamo kreme. Kreme sta 2, topla krema ali heat lotion, tisti, ki imate rado, da vas malo zagreje. Občutek daje toplote, lokalno, ko potipate, je koža hladna. In pa MSM gel vsebuje metilsulfonilmetan, to je naravno protibolečinsko sredstvo, ki se pridobiva iz školjk in seveda deluje protibolečinsko. Kombinacija izredno dobra, tisti, ki še niste preizkusili, ste ali mladi ali pa še niste poznali. Toplo priporočam. Veliko krat vas lahko reši jemanja tablet. In to pa je tudi smisel. Zakaj bi jemali neke strupe, ker vsako zdravilo je strup, samo ga uporabljamo zaradi dobrih lastnosti, to pa lokalno pa ni škodljivo. Bila je še ena želja, da nekaj rečemo o osteoporozi. Osteoporoza je v bistvu, lahko rečemo, bolezen starejših ljudi in prvenstveno žensk, zlasti tistih, ki se niso ali se ne ukvarjajo s športom in ki imajo nizko telesno težo. Tam je še posebej. Ne samo, da gre v kosti za zmanjšanje mineralov, kot ponavadi to rečemo, zmanjša se tudi ta organski matriks kosti. Kost, veste, da je lomljiva, ampak pri živih ljudeh se lahko giblje, se tudi upogiba, se ne zlomi vedno. Se pravi, tisto gibljivosti pa dajo organske snovi, ki so v kosti in tiste so tudi zelo pomembne. Zaradi tega pri suhih, kjer je manjko teh organskih snovi, se pravi, suhci izgubljajo, mi rečemo, pusto telesno maso,
to je predvsem beljakovinski del našega telesa, je to problem in kosti postanejo krhke. Se pravi, ni važno samo nadomeščati minerale, kot je kalcij in fosfat, ampak je treba tudi obnavljati ta organski matriks kosti. Osnova zaradi dobre absorpcije, aloe vera gel, katerikoli. Potem imamo dve oblike kalcija, Nature Min, koralni kalcij, ki bi ga naj zaužili vsaj 1 gram na dan, se pravi 1000 mg, in pa Calcium Forever. Zakaj Calcium Forever? Calcium Forever ima visoke doze vitamina D3. Vitamin D3 je nujno potreben in kadar imamo osteoporozo in jemljemo kalcij, je treba vedno imeti vitamin D3, zaradi tega, da se ta kalcij vgradi v kost. Je namreč, bi rekel, transportno sredstvo za prenos kalcija skozi črevesno steno v kri in od tam v kosti. Lajte sem vam tukaj prikazujem ravno zaradi tega, ker ima dosti potrebnih aminokislin za gradnjo beljakovin in pa Forever Plant Protein so naravni proteini rastlinskega izvora, ki se uporabljajo v nekaterih drugih naših programih, ampak mislim, da so tukaj zelo pomembni pri tistih, ker ti suhcene ženske so ponavadi še vegetarijanke ali veganke in imajo tu nadomestek potrebnih beljakovin, da lajšajo težave z osteoporozo. Za osteoporozo so značilni zlomi, to verjetno veste. Najpogostejši so zlomi zapestij, to so zlasti ženski zlomi, ker ženske ponavadi, če padejo nazaj na rit in se ujamejo na roke, zaradi tega, ker je težišče drugo, ker je največ mase na zadnjici in bokih. Moški bo vedno padel naprej na glavo, nazaj boste redko katerega videli, da pade. Glejte pijančke, pa boste videli. Ženske padejo nazaj na hrbet, ko snop, pijanček bo vedno padel na glavo. Zaradi tega, ker je teža bolj v zgornjem delu, v ramenskem obroču je največ in potem padejo na glavo naprej. Zato zlomi zapesti, zlomi kolka, zlasti pri starejših, je dovolj, da padejo z postelje ali pa iz stola, pa se zlomi kolk, in pa še bolj problematični so zlomi vretenc. Zlomi vretenc zaradi tega, ker se lahko dogodijo brez poškodbe, se pravi brez padca. Samo nerodno se obrnete, naredi krc, pa je zlomljena hrbtenica. Recimo, jaz skrbim, tako sem rekel, za približno 1750 ljudi, do zdaj v moji praksi, mogoče zadnjih 6-7 let, na 1700 ljudi imam 3 take, kjer je prišlo do spontanega zloma vretenca zaradi nediagnosticirane osteoporoze, ker niso imeli težav. Na srečo, brez nevroloških posledic, ker ni prišlo do premika, pač nosiš potem taki posebni steznik, enih 12 tednov, pa jemlje zdravila, da se to nazaj zaceli. Nikoli se ne zaceli popolnoma nazaj, vretenca so znižana, pritiski na živec so večji in so to zelo neprijetne in doživljenjske poškodbe lahko. No in na koncu bi rad nekaj rekel še o teh težavah z psiho. Vemo, da je to covidno obdobje prineslo zelo veliko osamljenosti, izključenosti in nevroz in depresij je bilo izjemno veliko, da je zdravljenje teh težav vedno dolgotrajno in da velikokrat tudi traja, predno ljudje sploh pridejo do zdravnika. Zlasti pri nas v Sloveniji, ker še vedno velja, da če greš k psihiatru, si nor. Norec pa noben noče biti. In tu smo proti zahodnemu svetu, bi rekel, diametralno nasprotni. V Ameriki ni normalno, če nimaš osebnega psihiatra. Pri nas si pa nor, če hodiš k psihiatru. Pa ni res, se pravi, te težave so lahko dolgotrajne, počasi nastajajo. Ženske na srečo še dokaj hitro pridejo k zdravniku in povejo, kaj jih muči. Moški pa ne priznajo, ker moški morajo biti džeki, morajo biti močni, ne priznajo, da se jim nekaj dogaja in da so šibki, začnejo utapljati svoje depresivne in nevrotične težave najprej v alkoholu. Alkohol sicer krasen antidepresiv, krasen anksiolitik, fino pomirja, ampak če ga 3 mesece redno uživaš,
si noter, kot rečemo, ne? Si zasvojen. Tako da je kar pomembno, da tudi moški pride pravi čas, povejo, kadar so tesnobni, nespeči, imajo težave v službi, se ne morejo zbrati, pozabljivi in tako naprej. No, osnova naših izdelkov je vedno gel, brez tega si niti ne predstavljam, da uporabljate kaj drugega, ne? Perujska maka oziroma multimaka, kot je tu pri nas, ki vsebuje tudi perujsko mako, je izredno dobro prehransko dopolnilo, naravno, ki deluje proti depresiji in proti anksioznosti oziroma napetosti. Super je. Zraven dodamo še po spolu, ne, ker sigurno nam nekaj manjka, še Vitolajz za ženske ženskam, Vitolajz za moške moškim. Res se izredno dobro obnese. In pa fokus, o katerem smo govorili že tudi prej, a ne, ki nam izboljša počutje, izboljša prekrvavitev, izboljša, bi rekel, pomnjenje in pa samo kondicijo psihično, da smo spet sposobni, da smo spet zmožni, da znamo in zmoremo nekaj več. Ne se bati uporabljati, ne se jih bati svetovati, ne pretepajo se za zdravili. Fokus lahko mirne duše date tudi takim, ki se zdravijo zaradi klasičnih duševnih bolezni, ne bo nič narobe. Treba se je samo tisti, ki se ukvarjajo tudi z drugimi prehranskimi dopolnili, ne, pri duševnih boleznih, se je treba bati predvsem šentjanževke, ker to ljudje radi uporabljajo, ne, tinkturo šentjanževke, ki sicer deluje antidepresivno, ampak se zelo pretepa z klasičnimi zdravili za zdravljenje duševnih bolezni in je ne priporočam. In pa še eno snov, ki je naravna in ki se zelo tepe z vsemi zdravili, katerimi koli ali pa z večino njih, to je grenivka. Sogrenivka ali grenivka, ona ima snovi, ki zasedajo citokrom P450, to je eno mesto na celicah v telesu, kjer se vežejo zdravila, zato da lahko učinkujejo in si potem tam konkurirajo, tako da grenivke, kar se tega tiče, ne priporočam. Jaz upam, da ste za sebe izvedeli kaj koristnega. Želim vam res danes prijetno bivanje še tukaj. Želim vam tudi uspešno delo. Če imate težave in če ne veste, kaj svetovati, vedno sem na voljo, da me lahko pokličete. Nekateri ste se kar navadili, zdaj ni več samo klic, zdaj je še mail, zdaj je SMS sporočilo, ne. Vse to je Viber, Skype, skratka, če imate težave, če ste v dilemi, pokličite, rade volje se bomo dogovorili, kaj vam za kako težavo, ki jo vi ali pa kdo od vaših ima, in srečno in uspešno. Pozabi na stare čase, si za